Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. V tokratni oddaji Klepet ob kavi boste spoznali eno čudovito tehniko, eno čudovito metodo, ki je pravzaprav znanost in je pomagala ogromno ljudem, tudi naši nagrajenki, in sicer prejšnjo sezono naše oddaje. Izvedela je namreč veliko stvari o sebi. Nekatere je globoko v sebi že dolgo vedela, dobila neko potrditev in na takšen način lažje začela upravljati s svojim življenjem. O čem zdaj govorim? Govorim o džotišu, govorim o astrologiji, o natalni karti. Dajmo se spomniti, kako je bilo takrat in kaj je nagrajenka slišala pred našimi očmi. Ja, ful močen karakter si. Ti imaš 1, 2, 3 planete na področju moči. To pomeni, da ti bodo stvari se prej v življenju zgodilo kot nekomu drugemu. Če se ti niso, si nekje imela drugje blokado. Ampak v zibelko ti je bilo dano, da si močen karakter, da veš, kaj želiš. In tu, no. Zdaj, če pa ni se to zgodilo, lahko še zmeri razmisliš, ni še zmeri, nima zdaj 90 let, da dobiš zadnji vlak. To so zdaj v bistvu tvoje najlepša leta, ki jih probi čim bolj izkoristiti. Od Tine sem danes dobila neko potrditev, kar sem že vedela o sebi. Neko smernice za naprej mi je dala, tako da sem zelo zadovoljna z njo. Ja, te smernice za naprej, tudi sama in moj partner, pa ogromno ljudi, ki jih poznam, imamo narejene te natalne karte in je fajn, definitivno, sploh takrat, kadar ti je hudo, pa ko potem čez leta pogledaš. No, tole vse smo vam zaupali zaradi tega, ker je znova priložnost in možnost, da do brezplačne natalne karte, astrološke, strani izjemne Tine Orel, ki je to uslugo naredila že tolikim v Sloveniji, dobite tudi vi, da tudi vi malce bolj spoznate sebe. Danes pa je v naši družbi, zaradi tega, da boste videli, a je to zadeva za vas, a bi si to želeli ali ne. Danes je v naši družbi torej mojstrica na tem področju v Sloveniji, Tina Orel. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Tina! Čau! Jej! Verjetno imaš več žensk kot moških. Je? Ja. Je tako? Več žensk, tudi moški pa prihajajo, vedno več. Zdaj, omenila sem besedo astrologija, pa potem tudi džotiš. Obstajajo tukaj več sistemov, kak je s tem? Sam zato, da vemo. Indijska astrologija, džotiš, vzame za izhodišče vzhodno znamenje, tu bi bil ascendent po zahodni, in ne gleda sonce točno, tako, kakor gleda zahodno, ampak gleda to vzhodno znamenje, Lagnež se mu reče. In ta Lagnež gre bolj v psihološki vpogled v človeka in zaradi tega jaz vsakmu rečem, da tle ne gre za napovedovanje, ampak se res psihološko pogovarjamo, ko pridejo ljudje k meni. Pogledamo, ki so njihove moči, ki je njihov, recimo, nek minus. Če so v sadesati obdobju, recimo, kaj takrat, kaj tu sploh pomeni, da ni tu noben bav. Ampak če oseba ne ve, ne more popraviti, kako boš ti popravil ali pa se pogovarjal v enem tujem jeziku, če ga ne poznaš. Če saj osnove spoznaš, ti je že lažje. Ampak ljudje, ki si dajo to narediti, in tudi nekdo izmed gledalcev, gledalk, ki bo dobil to priložnost, tudi povem hitro, kako in na kakšen način se prijavijo, oni lahko nimajo pojma o teh stvareh, a ne? Saj ti razložiš, a ne? Jaz vse razložim. Ker te informacije, ki jih ti podaš, v 11. hiši je ta pa ta, to ljudem nič ne pove, ne? V bistvu jaz tega niti ne govorim, ne? Razen če nekdo že, ko vidim, da že malo poznamo polomenem, drugače pa ne. Jaz mu recimo 1 uro ali pa 2 ure ali pa 3 ure, ko se pogovarjamo, jaz vse berem iz karte, govorim pa tako, ko se zdaj mi dve pogovarjamo. Jaz imam pred sabo računalnik, izrisano natalno karto, seveda pa rabim tudi človeka pred sabo, da vprašam stvari, ne? Ker vprašanje je, če se bodo stvari skladale s karto. Ker če on ne živi, oseba ne živi v skladu s svojim poslanstvom, nekaj ne bo štimalo, ne? Karta torej govori o poslanstvu. Tudi tu, kaj ti je bilo dano v zibelko.
kaj naj bi delal v življenju. Ali obstaja kakšen dokaz ali pa kakšen podatek, zakaj je pravzaprav to točno, zakaj je to res, zakaj to ni zgolj neka trendi muha ali pa neka nova metoda, ampak v bistvu res znanost? Ja, vse to si rekla, to je znanost več kot 5000 let stara, ne? Toliko let je že obstala in še zmeraj obstaja, tako da nekaj verjetno je na temu, ker če se ne bi o tem zdaj pogovarjali, ne bi obstajalo in ne bi, jaz verjetno, če bi videla po enem letu, da ni rezultatov, ne bi to več delala. Bomo videli, če se bo medicina obdržala 5000 let. Ja, bomo videli, to je zanimivo vprašanje. V kakšni obliki, ja. ne? V kakšni obliki, ja. Ja. Torej, 5000 let stara metoda. Kaj boš potrebovala od nagrajenke? Potrebujem samo ime in priimek, zato da jaz vem, komu pripada karta, datum rojstva, ura rojstva in kraj rojstva. Ura rojstva. Kje dobiš ta podatek? Ker večina ljudi tega podatka ne ve z glave, recimo. Na rojstnem listu. Drugače dosti ljudi gre tudi na upravno enoto iskat, ne, ta podatek. Sploh, če nimajo rojstnega lista, ogromno ljudi je že zaradi tega prišlo k meni, samo so prej šli vprašati, no. So šli po rojstni list. Jaz imam pa najboljšo opcijo in sicer imenuje se Pokliči mamo. Ja, pokliči mamo, ampak sem tudi že imela primer, da je mama rekla 1 uro, na rojstnem listu je bila pa 2 ura zapisana. Tako da pol pa treba, tle se pa pol jaz rabim malo več časa, da vidimo, katero je ta pravo znamenje. Ker mama je trdila 1 uro, rojstni list je bilo 2. To nima nobene veze, ker recimo jaz sem rojena 31.5. in sem dvojček. To je totalno druga zadeva, ki ti poveš, ne? Ne tisto, ki beremo v revijah. Ne, to je čisto drugo. Čisto drugo, mislim, znak dvojček ima iste karakteristike. Planet, ko vlada dvojčku, je Merkur, ima iste karakteristike v obeh astrologijah. Ampak interpretacija je malo bolj drugačna. Zato jaz rečem, da gre tukaj bolj za psihološki vpogled v človeka. Ker ne napovedujem, glej, jutri se ti bo tu in tu zgodilo, ampak pogledamo vibracijo, kako en planet vpliva na človeka. Ker če je zdaj trenutno nad nami Venera, bomo si ful želeli odnosov. Če je pa Ketu, bomo pa hrepeneli po samoti. In če že tu mi razumemo, se ne bomo obremenjevali, zakaj sem pa jaz zdaj kar naenkrat ratu čuden, ker si želim biti sam. Pa tudi okolica nam lahko reče, ti si se pa tako spremenil, kar naenkrat hočeš biti sam. Ja, ampak če ti veš, da je zaradi tega in tega planeta, ker ti celo svetuje, da si malo več sam, je ful lažje. In tudi lahko drugim ful lepše razložiš in poveš, tu je, ni treba jim razlagati, ampak se ne sekiraš in nisi pol še v dodatnem stresu zaradi tega, kaj je pa zdaj z mano narobe, ne? Wow. No, poleg tega imaš ta mesec, zasledila sem tudi krasne seminarje oziroma dogodke, kjer greste malce globje vse skupaj, ne? Ja, za vse, ki bi se radi malo več naučili, po hišah, zdaj ni tu prav, en dan bo trajalo, najprej bo osnovni seminar 17.10. V hotelu Kras Postojna in potem bo 24.10. tudi od 9.10. do 17. tudi hotel Kras Postojna. To je nadaljevalni potem, ne? To je potem nadaljevalni seminar. Ampak to je za tiste, ki hočejo znati si to sami interpretirati. Ja, za tiste, ki bi radi nekaj več. Ki grejo recimo na internet, pa vpišejo, ne, to Jyotish analizo in sploh ne vejo, kaj te številke pomeni. Že tak kvadrat, ki pride, karta je kvadratno izrisana, ne, ni krog, kakor je zahodni, že tu jih lahko zmede. To čisto osnove, da znaš brati. Za tiste, ki bi radi brali, za tiste, ki pa ne bi radi nič vedeli od teh stvari, pa bi radi samo slišali kaj o sebi, pa torej je na voljo enostavno ta analiza, ki ni nič. Pridejo do mene ali pa se lahko tudi preko računalnika dobimo, če kakšen ne more priti do mene, se da tudi preko računalnika. Odlično. Torej, tehnologija danes omogoča marsikaj in nam bo, pa tudi vam, bo omogočila tale trenutek brezplačno analizo, Jyotish analizo natalne karte, ki jo bo za vas naredila in interpretirala Tina Orel, ki ste jo danes že lahko torej spoznali.
In tale čudovita natalna karta, verjemite mi, vam bo dala ogromno informacij za celo življenje. Lahko si boste tudi poslušali potem ta posnetek vsega, kar vam bo zaupala še leta kasneje in vam to zelo priporočam. Kar nekaj let je že, odkar sem jaz imela svojo in jo rada prisluhnem in še vedno brskam in vidim, kako se stvari vendarle odvijajo. Lahko traja 1, 2 ali pa, kot ste slišali, celo 3 ure potem ta zadeva. Ja, kaj boste zdaj naredili, ne? To je zdaj vprašanje. Na Facebook, enostavno greste na Facebook, najdete Klepet ob kavi, tam boste tudi videli Tina Orel in videli navodila, ki sledijo in seveda tudi kaj, kako, zakaj in na kakšen način. Sicer pa bi rekla, da ti ta natalna karta pomaga, da nehaš nase gledati kot na neko žrtev, ampak da vzameš stvari v svoje roke. Ja, točno tako. Mogoče tudi, da nismo v krču in v strahu. Ker ne more iti življenje zmeri samo tako gor. So vzponi in so padci, pa pridejo nihanja v razpoloženju. In zdaj tudi različni karakteri smo. In eni karakteri so taki, da res grejo v žrtev, ali pa so čisto zmrznjeni v čustvih, sploh se z njimi ne da pogovarjati, so kar zaprti. In jaz vidim ljudje, ko pridejo k meni, zdaj lahko res rečem, zadnjih 5 let sem ugotovila en vzorc, ne? Ja. In to je bil ta, da ful hrepenijo po teh res srčnih stikih, prijateljstvu. Nimamo več časa se niti družiti zaprav, ker pač živimo v takmu okolju, kakor živimo, služba, otroci, vsak dan skoraj eno in isto in potem res prijatelje damo malo na stran. Ja, absolutno. In potem še ta mentaliteta, ne, pejdi sam v hišo, dej si vse možno sam, pejdi na samo, da ne bo nobenega zraven tebe. Ok, vse je fajn za lahko en teden, lahko tudi za 1 leto, ampak če gledamo celo življenje, pa smo mi socialna bitja, ne? točno to. Odlično, in midve smo pripravili danes en 24-urni izziv, za katerega nič ne rabite, samo voljo. Poglejmo, kaj je današnji 24-urni izziv. Današnji 24-urni izziv je odličen, saj nam pomaga, da izstopimo iz vloge žrtve. Naslednjih 24 ur preživite popolnoma brez pritoževanja nad komerkoli ali čimerkoli. Poskusi in javi, kako gre, preko naše Facebook skupine ali napiši na stran klepetobkavi.si. Haha, takole, a misliš, da bo? Bo. Če je volja, se najde tudi pot, ne? Jaz se bom tudi šla tale 24-urni izziv. Ja, jutri začnem, ne? To je ponavadi tisto, seveda, kar je najprej. Ali obstajajo kakršnikoli utemeljeni strahovi, zakaj človek tega ne bi želel vedeti, v smislu svoje astrološke natalne analize, v smislu, da se bo potem še bolj obremenjeval ali pa slišal kaj noče, recimo, da bo umrl čez 5 let. Tu sploh ne bom povedala, tu se nima kaj bati. Ja. Ne, nima se kaj bati. Zdaj je spet odvisno, smo različni ljudje, tudi različni džoti svetovalci. Eni povejo marsikaj, jaz niti tega ne gledam, tudi ko sem jaz hodila v šolo, se tega nismo učili, da se gleda smrt, ker tu je, ne vem, saj smo različni, ne? Moralna etika, ne? Ja, smo različni in spet Indijci gledajo smrt, kakor spet novo rojstvo, nečesa novega, da gremo mi v drugo stvar. Mi tle v Sloveniji se o tem sploh bojimo govoriti, ni to tako razvito. V glavnem, vse pridejo ljudje k meni in se kar tresejo, ne? Pa jih takoj jim rečem, naj se umirijo, da se ne rabijo nič bati. Če je kakšna stvar, o kateri ne želijo, da se pogovarjamo, naj mi takoj povejo, ker če je ena tema, recimo rečejo, ne želim govoriti o moji družini, ok, bomo govorili druge stvari. Ker on ima vso pravico in vso svobodno voljo, da izrazi svojo željo, kaj sploh želi. In jaz lahko vidim, da nekaj nakazuje, da bodo problemi v družini, ampak če njega tega ne zanima, ok, tu je on zbral in mogoče trenutno še ni prišel do tega, da bi ga tu zanimalo. Ma sigurno enkrat v življenju ga pa bo. In ko bo tu zrelo, bo prišel nazaj. In bo pa rekel, no, zdaj me pa zanima, pa mi povej še ta del. Ker nismo mi zmeri
Včasih ni dobro, da prehitevamo stvari, ker če mi nismo zreli za nekaj slišati, ne bo padlo na plodna tla. Ne bo. Jaz lahko govorim, lahko bi se na trpalence metala, ker bi hotela povedati, kako je ta oseba recimo dober vodja ali pa dober zabit v, ne vem, dober pevc recimo, da ga vsi poznajo. Če on še ni pripravljen, je škoda, da mu sploh govorim, ker bo lahko sam še večji stres zaradi tega dobil. Ker ni še pripravljen. Treba pač iti postopoma, korak po koraku. Zato tudi mi je meni všeč ta njihova modrost, ko se najbolj mudi, se usedi, pa globoko zadihaj. Ni treba vse tako hitro, kar mi mislimo, da moramo. Jaz sem bila tudi taka, ne, da sem, preden so mi rekli, sem že zletela in sem videla, da to ni okej, no. Mislim, saj še zmeri, ne, so te stari programi, še zmeri bi kdaj kar ups, ne, kaj pravi ta modrost, usedi se in malo razmislim in je ful boljši rezultat na koncu. Jaz si po mojem moram dati tetovažo na čelo, da bom to začela upoštevati. Ampak je definitivno je izziv. Tle na mizo si lahko napišeš. Ja, na mizo si lahko napišem. Počas, umira. Jaz sem bila zelo vesela veliko informacij, no, ki si jim jih dejansko dala, ampak recimo meni je zelo pomagala tudi informacija, da so konji nekaj, kar mene osebno zelo pomirja in hkrati mi krepi samozavest. Da imaš eno tako informacijo, pa sem imela zmeri rada konje, ampak jih nisem gledala na takšen način. In pa sem to preizkusila, kam je bilo hudo, in sem bila ono, wow, jaz se pa res neprimerljivo boljš počutim. Koristno pravzaprav, da veš te stvari. Ja, mislim, meni je tudi tako koristno, glej, prav trese me zdaj, ko si mi to govorila. To je ful, mislim, ne vem, jaz bi šla na konec sveta, da zvem tako informacijo. Kaj ni to, ne vem, to je zlata vredno, da ti eden lahko nekaj taska pove. In zato sem jaz tudi rekla, ok, to moram pa tudi jaz povedati. Mislim, si želim povedati ljudem. Sej pri kakšnemu se nič ne vidi, ne? Spet je odvisno od kombinacije planetov in vsega. Kakšnemu se ne da kar tako iz prve reči, kako sem tebi rekla. Kakšnemu se pa in kakšni so, še zdaj dobivam mailje, zahval, da v bistvu sam zaradi tega, ker sem rekla, da morajo iti večkrat v gost, recimo, ker rabijo zelenje, se jim je življenje spremenilo. Pa so že prej tu delali, ampak niso ozavestili. In zdaj, ko hodijo z zavedanjem po to zelenje in v gost, grejo čisto z drugim namenom, kakor so šli prej. Prej je nek program star od zadaj deloval, moram iti ven, zato ko so eni rekli, da je to dobro. Ampak če jaz ne vem, zakaj grem ven, je boljše, da ne grem. Ker mi moramo vedeti, kaj delamo v vsakem trenutku. Ne, tudi Jyotish uči, živimo ta trenutek. Ni važno, kaj bo včeraj, ni važno, kaj bo jutri. Ampak ta trenutek je važno. Zdaj moramo biti srečni. Tukaj in zdaj. Hvala, Tina, za vse te modrosti. Hvala lepa tudi za tole nagradno igro, ki jo boš izvedla. Torej, hitro na Facebook, kot smo rekli. Evo, za na konec pa še ena čudovita fotografija naše gledalke, ki je ugotovila, da pa njo pa mački pomirjajo in da je tole njen ponos, njen čudoviti Mucko, ki ga je rešila, vzela torej iz zavetišča. Skratka, ena res čudovita zgodba in take imamo radi. Dajmo jih skupaj ustvarjati še več. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline piramide. 17.10. vas vabimo na brezplačni dogodek, namenjen predvsem bolnikom, onkološkim in drugim. Marija Ana Kolman bo govorila o naprednih pristopih združevanja medicine in fitoterapije. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27.10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina. Nekateri zaspijo,
in je čist normalno, to čist v redu. Nekateri dodajo zvok smrčanja. Nekateri smrčanja, nekateri vidijo slike, nekateri vidijo dodatne zvoke, slišijo, nekateri občutijo na telesu. Vse, kar se dogaja, je normalno. Če se kakšna bolečina pojavi, se mogoče kakšne blokade sproščajo.